Pozdravljeni! Meditacija opolnomočenje. Ta meditacija je v podporo pri razvijanju potencialov svojega poslanstva. Primerna je za vse, ki vam misli uhajajo, niste osredotočeni. Če izbirate napačne odločitve, ki niso v skladu z vašim poslanstvom, namenom vaše duše, če vam ne uspe dokončati začetega dela, če se hitro vznemirite ali vas karkoli nepomembnega spravi ven iz ravnovesja in odmika od vaših osebnih ciljev. Pomembno je, da se vrne naša avtentična moč nazaj. Samo z lastno močjo, samo s pristnostjo, z avtentičnostjo smo lahko prizemljeni in obenem božanski. In samo kot taki, pristni in resnični, lahko najbolje služimo sebi in ob tem tudi našim najbližjim in svetu okrog nas. Pred meditacijo pripravite domači oltarček in miren prostor. Meditacije ne poslušajte v avtomobilu. Pripravite seznam svojih potencialov, darov dharme, po branju dušnega zapisa oziroma po vpogledu v svojo dušno skupino in energijski center moči in tudi svoje šibke točke, ki jih imenujemo po domače kar pleveli, da jih ozavestite z namenom opolnomočenja potencialov in odpravo preživelih neuporabnih miselnih vzorcev, torej šibkih točk. Pred to meditacijo ne smemo uživati 3 dni alkoholnih pijač, droge ali drugih psihosomatskih zdravil. Meditacija opolnomočenje je moje darilo vam in se odsvetuje agresivnim, destruktivnim ali samodestruktivnim osebam, tudi takim, ki imajo namero škoditi sebi ali drugim. Meditacija opolnomočenje ni nadomestilo za zdravniško ali psihološko pomoč. Pa začnimo. Udobno se namestimo v sedeči položaj, vzravnamo ramena, stopala so plosko na tleh, dlani počivajo v naročju. Obraz je rahlo dvignjen navzgor, z dihanjem bomo sproščali naše telo. Dih in izdih. Globoko vdihnemo in izdihnemo. Ponovimo še nekaj vdihov in izdihov. Na obrazu imamo sproščen obraz. Usta rahlo v nasmeh. Sprostimo čeljusti, sprostimo vrh glave, sprostimo cel obraz. Rahlo dvignemo ustne kotičke v nasmeh in jezik nežno dvignemo, da se dotika neba ustne votline. Sprostimo vrat, ramenski obroč in sprostimo hrbtni del. Sprostimo prsni del, ledveni del in trebuh. Z vsakim vdihom in izdihom je naše telo vedno bolj sproščeno. Sprostimo še kolke, zadnjico, stegna in nogi vse navzdol. Sprostimo tudi meča in stopala. Če na katerem delu telesa še čutimo kako neprijetnost ali nesproščenost, samo usmerimo pozornost na ta del in ga predihajmo. Z dihanjem ga sprostimo.
Pozornost usmerimo v stopala, ki so plosko na tleh. V mislih ponovimo iniciacijo. Na vseh nivojih obstoja, na fizičnem, mentalnem, emocionalnem in dušnem nivoju, se popolnoma predajam čisti božanski zavesti in absolutnemu. Na vseh nivojih obstoja, na fizičnem, mentalnem, emocionalnem in dušnem nivoju, se popolnoma predajam čisti božanski zavesti in absolutnemu. Zavedam se svojega telesa in predihujem. Predstavljam si energijski center, zemeljsko zvezdo pod svojimi stopali. In predstavljam si, da je ta zemeljska zvezda zbirališče zemeljske energije. Predstavljam si tudi dušno zvezdo nad mojo glavo. In predstavljam si, da je dušna zvezda tudi zbirališče, ampak kozmične božanske energije. Ti dve krogli, ena zlate, druga srebrne svetlobe, ustvarjata dve točki kot steber moje varnosti in trdnosti. Povabim zemeljsko energijo iz zemeljskega centra, vročo zemeljsko energijo povabim v svoja stopala in z vsakim vdihom čutim, kako zemeljska energija potuje navzgor po mojih nogah, v gležnjev mečev, napolni moje noge, stegna. Z vsakim vdihom vsrkavam in čutim, kako zemeljska energija potuje po mojem telesu navzgor. Z vdihom jo peljem navzgor, napolni obe nogi, trebušni del, zadnjico, kolke, medenico in se dviga navzgor. In vroča zemeljska energija napolni moje telo, hrbtni in prsni del, moja ramena, obe roki vse do prstov in se po vratu dviga navzgor, napolni mojo glavo in z vsakim vdihom dvigam energijo navzgor in čutim, kako se prepoji celo moje telo. Prijetno se polni moje telo z vročo zlato zemeljsko energijo, ki čisti moje telo. Nato dvignem zemeljsko energijo skozi glavo, del zemeljske energije se izliva skozi mojo kronsko čakro in ta se odpira kot cvet. Zdravilna zemeljska energija se izliva skozi mojo kronsko čakro in vrh glave se povezuje še više navzgor k izvoru. Predstavljam si, kako se v mojem telesu odpira spiralni kanal, ki povezuje spodnje in zgornje energijske centre po sredini mojega telesa.
spirala v obliki DNA se dviga navzgor v zlati barvi in v gibanju ustvarja prijetno valovanje znotraj mojega telesa in tudi navzven v moji auri. Žarevam zlato energijo, ki se širi nekje pol metra okrog mene. Predam se tem prijetnim občutkom in ponovim vizualizacijo, priklic zemeljske energije skozi stopala navzgor, kako preplavi celo moje telo, tudi obe roki in se skozi kronsko čakro izliva v kozmos. Pozornost usmerim na kronsko čakro in na dušno zvezdo, ki žari v lunini svetlobi nad mojo glavo. Dušna zvezda kot zbiratelj kozmične božanske energije žari v srebrni lunini svetlobi. Povabim to svetlobo, prosojno, srebrno-belo lunino svetlobo, da iz dušne zvezde vstopi v moje telo skozi kronsko čakro. Občutim, kako kozmična nebeška svetloba počasi vstopa v moje telo. Z vsakim vdihom je le več te svetlobe v meni, ki nežno kot blagodejni spomladanski sončni žarek polni moje telo, moje fizično in avrično polje. Z vsakim vdihom prejemam le več božanske energije, svetlobe v meni. Žarki svetlobe napolnijo mojo glavo, moj vrat, ramena, obe roki in celo telo navzdol, vse do srčne čakre. Z vdihom ozavestim vstop kozmične energije, srebrno-bele svetlobe, ki prihaja skozi kronsko čakro in jo peljem v srčno čakro in od tam razpršim navzven, peljem jo navzdol po mojem telesu in dovolim, da napolni celo moje telo do stopal. Ponovimo iniciacijo v mislih. Popolnoma se odpiram in dopuščam, da božanska energija prihaja navzdol in napolni moje telo, mojo auro, kot nežen sončni žarek, prodira globoko v mene, me polni, čisti in opolnomoča. Popolnoma se odpiram in dopuščam, da božanska energija prihaja navzdol in napolni moje telo, mojo auro, kot nežen sončni žarek, prodira globoko v mene, me polni, čisti in opolnomoči. In kozmična srebrno-bela svetloba z vsakim mojim vdihom le bolj polni moje telo navzdol do trebušnega dela, ledvenega dela, po celem hrbtu in rokah. Samo vdihujem miselno skozi kronsko čakro, to univerzalno božansko svetlobo, in dovoljujem, da napolni mojo zadnjico, obe nogi navzdol, vse do stopal. Vzemimo si čas in miselno ponovimo postopek vstopa kozmične energije z vrha glave navzdol. In obenem pritok zemeljske energije
skozi stopala navzgor. Dve močni energiji, ki istočasno polnita in čistita izmenično moje telo. Pozornost usmerimo v središče prsi, v srčno čakro. In sedaj si rečemo, da se sprejemamo, imamo radi in cenimo take, kot smo. V srčnem delu lahko občutimo, kako se ti dve energiji prilivata, kot yin in yang se dopolnjujeta, zlata in srebrna se izmenjujeta v krožnem gibanju. Sedaj predajmo vse svoje slabosti, šibke točke iz srčnega centra v ogenj zlate zemeljske energije in predstavljajmo si, kako zgorijo, kako izginevajo, kako se transformirajo. Iz seznama osvestimo 1, 2 ali 3 najpomembnejše take šibke točke, napačne miselne vzorce ali preživete miselne vzorce, take, ki nam ne služijo več in niso za nas dobro in niso v najvišje dobro. Dovolimo, da te naše lastnosti zgorijo v ognju. Vizualizirajmo, kako to, kar ne potrebujemo, zgori v ognju zemeljske energije. In obenem ponovimo iniciacijo. Odpiram se, da dobim toliko energije. Odpiram se, da dobim toliko energije. Da izgori, uniči blokade, ki so povzročile ta problem. Naj se začne proces razreševanja in transformacije. Naj se začne proces razreševanja in transformacije. Vemo, da je proces gorenja samo spreminjanje energije, kot se to zgodi ob izgorevanju naše hrane pri prebavi in presnovi. Dovolimo procesu, da se samodejno odvija. Sedaj si predstavljamo s svojim notranjim uvidom, kako se težava razrešuje. Poglejmo sebe v položaju, ko je ta problem že rešen, in stanje poskušajmo vizualizirati in ga začutiti v naši fizični realnosti. Kot bi sebe videli v prihodnost, ko smo ta problem že razrešili. Predajmo se vizualizaciji. Sedaj osvestimo vse naše najpomembnejše potenciale, ki jih morda ne izkoriščamo najbolje za dosego svojih ciljev. Osvestimo svoje speče zmožnosti, semena dharme. V mislih preletimo po seznamu in osvestimo svoje lastnosti, ki nam predstavljajo semena, potencial naše dharme.
In zdaj začutimo hvaležnost, da se vse to, kar nam predstavlja izziv ali problem, zgodilo, kajti zagotovo postajamo boljši in močnejši ob spoznavanju sebe in svojim izkustvenim doživetjem na fizični ravni. Vemo, da se je težava v kvantnem svetu že razrešila, čeprav še obstaja izziv v naši fizični realnosti in bo morda potrebno še nekaj dlje časa in še nekaj naših moči in naporov, da bo realnosti opazen rezultat, napredek in rešitev. Predajmo naše osveščene potenciale in semena dharme v srebrno božansko energijo iz srčnega centra. Ta srebrna božanska energija je izvor vseh kreacij in se povežimo s božansko energijo iz središča srčnega centra. Začutimo iz središča srca, kako žari energija navzven in naši darovi, naši potenciali, naše moči dosegajo svoj cilj, dosegajo rezultate in imajo pozitiven odmev na dogodke v našem fizičnem svetu. Vedite, da so vaši potenciali božanski darovi, da je dharma božji dar in da ste tu, da ustvarjate, kreirate sebi v dobro, za vse dobro. Dovolimo si, da izžarevamo navzven v naš kraj, iz našega doma, v svet, vse svoje potenciale, da svetimo kot žarek svetlobe in gremo skozi prostor in čas z energijo božanske zavesti. Predajmo se in vizualiziramo svoje potenciale in žarke srebrne svetlobe iz naše aure. In sedaj si ponovno zamislimo zemeljsko in dušno zvezdo in potegnimo os med njima. Povežimo ju in zamislimo si, da smo na sredini mi. Torej ta os poteka skozi nas, skozi mene. V tej izmenični, zlati, srebrni energiji zemeljske in nebeške zavesti sem varna, trdna in močna na vseh ravneh svojega obstoja. Ponovim to. V tej izmenični, zlato-srebrni, zemeljsko-nebeški energiji sem varna, trdna in močna na vseh ravneh svojega obstoja. V sebi ustvarjam popolno ravnovesje med zemljo in nebom. Sem otrok matere zemlje in očeta Boga, kreatorja, in čutim silo privlačnosti tako do zemlje, kot tudi do nebeškega kraljestva. Moje telo sestavljajo zemeljski elementi, torej sem mikrokozmos v makrokozmosu. Moj krvni in limfni sistem sta kot reke, jezera in morje. Sem otrok očeta
univerzalne božanske energije in čutim privlačnost do božanskega vira, do univerzalne resnice. Moja ljubezen, sočutje in intuicija, kot tudi moji dušni darovi, so kreacija božanskega, vsemogočnega, vsezavzemajočega, stvarnika, kreatorja ali božanske zavesti. Čutim, da sem mikrokozmos v makrokozmosu. Ponovim v mislih, popolnoma zaupam v proces pritoka zemeljske in božanske energije. Popolnoma zaupam v proces pritoka zemeljske in božanske energije. Osvobajam se potrebe po nadzorovanju in dopuščam, da se to zgodi popolnoma spontano v moje in višje dobro. Osvobajam se potrebe po nadzorovanju in dopuščam, da se to zgodi popolnoma spontano v moje in višje dobro. Sedimo mirno in vizualiziramo pretok in izmenjavo med zemeljsko zlato in nebeško srebrno energijo, ki v spirali podobni DNA poteka skozi nas. Istočasno, izmenično, skozi nas priteka zemeljska energija skozi stopala in božanska energija skozi vrh glave, skozi kronsko čakro. In skozi našo auro izžarevamo srebrno-zlato energijo. Celo naše telo žari, žari. In žarek, čisti žarek iz našega srca lahko pošljemo svojim najbližjim ljudem, ki jih imamo radi, ki so nam blizu. Žarek iz našega srca pošljemo tudi ljudem, ki so nas prizadeli. Svetlobo iz naše srčne čakre pošiljamo v naš dom, napolni vse kotičke našega doma. Napolnimo z našo energijo cel naš kraj, občino, državo. Morda so to ljudje, ki nimajo take sreče ta trenutek kot mi tukaj in sedaj. Spustimo žarek božanske ljubezni, opolnomočenja vsem trpečim ljudem, žrtvam nasilja in vojne. Vedim, da karkoli ljubeče božansko dajaš iz vira čiste zavesti, da ti ne bo ničesar primanjkovalo. Verjamemo, da smo kot energija plamenčka ognja na sveči, s katero lahko prižgemo drugo svečko, ampak temu plamenčku se moč ognja ne zmanjša, popolnoma enako sveti, ne glede na to, koliko lučk prižgemo. Vedno bo plamen v nas enako žarel. Vizualiziramo svoj dom in tudi skozi naš dom potegnemo zemeljsko in nebeško os med nebom in zemljo po središču našega doma. Če je to večstanovanjska hiša, vizualiziramo os čez celo stavbo in sedaj z vsakim vdihom in izdihom polnimo prostor te stavbe. Z vdihom in izdihom polnimo prostor
dom, kjer smo. In svetloba odriva temo in zavest, izrine nezavedno, temačno, dvom, strah, žalost, trpljenje, karkoli se je pač dogajalo v našem domu, karkoli neprijetnega, z močjo naše zavesti, zemeljske in božanske svetlobe, umikamo entitete strahu, dvoma, jeze, ljubosumja, karkoli neprijetnega smo pač doživeli, samo vdihnemo in izdihnemo. In sedaj zbiramo so svojo energijo nazaj v srčni center, so svojo zemeljsko in božansko energijo, zberemo v sebi, polnimo našo avrično polje, začutimo, vidimo sebe, kako smo fizično telo obdano v svetlobnem jajcu, srebrno-zlate energije. Vdihnemo in izdihnemo, ohranjamo izkušnjo zavedanja, zavesti in vere, da je vse mogoče. Pri polni zavesti je vse mogoče s pomočjo fizičnih pravilnih akcij in reakcij. Blagoslovimo naša usta, da bi vedno imeli prave besede ob pravem času. Blagoslavljam svoje usta, da bi vedno našla prave besede za prave ljudi ob pravem času. Blagoslavljam svoje roke, da bi vedno delala delo, ki je blagoslovljeno. Blagoslavljam svoje roke, da bi vedno opravljala delo, ki je blagoslovljeno. Blagoslavljam svoje nogi, da bi me vodili v smer, ki je zame najboljša. Blagoslavljam svoje noge. Ob tej priložnosti se zahvalimo sebi, da smo tukaj in zdaj, vsem življenjskim okoliščinam in izkušnjam, ki nas je pripeljalo do tega, da smo lahko tukaj in zdaj to, kar smo, in da morda smo rojeni z več sreče, z več božjih blagoslovov, kot si lahko to sami predstavljamo. Počasi se bomo pripeljali v stanje tukaj in zdaj, začutili svojo težo, začutimo svojo težo, začutimo sebe, na valovih dihanja se potegnemo vase in počasi, ko bo čas, se bomo premaknili in odprli oči in se predali vsakodnevnim opravilom in izkušnjam naproti. Hvala, ker ste bili z mano. Z vami sem bila Aleksandra Winkler Drole.